Danes popoldan je papež Frančišek poromal v Porciunkulo v Asiziju in sicer 2 dni po slovesni otvoritvi 800-letnice asiškega odpustka. Malo pred 16. uro je s helikopterjem pristal na športnem igrišču Migageli, kjer so ga sprejeli tamkajšnji nadškof Monsignor Domenico Sorrentino, Katjuša Marini, predsednica dežele Umbrija, Raffaele Cannizzaro, prefekt Peruge in Stefania Projeti, županja Asizija. Sveti oče je nato odšel do papeške bazilike Svete Marije Angelske. Tam pa so ga pričakali pater Michael Anthony Perry, generalni minister reda Frančiškovih manjših bratov, pater Claudio Durigeto, provincialni minister frančiškanov Umbrije in pater Rosario Gugliota, kustos Porciunkule. Papež se je najprej zaustavil v tihi molitvi v Porciunkuli, nato pa je vodil meditacijo o odlomku iz Matejevega evangelija, v katerem Peter Jezusa vpraša, kolikokrat mora odpustiti bratu, če greši zoper njega. Jezus pa mu odgovori s priliko o neizprosnem služabniku. Dragi bratje in sestre, danes bi rad najprej spomnil na besede, ki jih je po starodavnem izročilu sveti Frančišek izrekel prav tukaj, pred vsem ljudstvom in škofi. Vse vas želim poslati v nebesa. Kaj lepšega bi mogel prositi asiški ubožec, če ne daru zveličanja, večnega življenja z Bogom in radosti brez konca, katero nam je zadobil Jezus svojo smrtjo in vstajenjem. Po drugi strani, kaj so nebesa, če ne tista skrivnost ljubezni, ki nas zavedno povezuje z Bogom, da bi ga večno gledali. Cerkev od nekdaj izpoveduje to vero, ko pravi, da veruje v občestvo svetnikov. Vere nikoli ne živimo sami. Družbo nam delajo sveti in blaženi, pa tudi naši dragi, ki so živeli vero s preprostostjo in veseljem ter jo izpričali svojim življenjem. Obstaja vez, ki je nevidna, a zato nič manj resnična, zaradi katere smo eno samo telo, v moči edinega krsta, ki smo ga prejeli, poživljeni v enem samem duhu. Mogoče je imel sveti Frančišek, takrat ko je prosil papeža Honorija III. Za dar odpustka za tiste, ki so prihajali v Porciunkulo, v mislih naslednje Jezusove besede apostolom. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Pot odpuščanja je zagotovo glavna pot, kateri je potrebno slediti, da bi dosegli tisti prostor v nebesih. Težko je odpustiti. Koliko nas stane, da odpustimo? Premislimo. In tukaj v Porciunkuli vse govori o odpuščanju. Kakšen velik dar nam je dal Gospod s tem, da nas je naučil odpuščati, ali vsaj, da bi želeli odpustiti, da bi se z roko dotaknili očetovega usmiljenja. Poslušali smo priliko, s katero nas Jezus uči odpuščati. Zakaj bi morali odpustiti nekomu, ki nam je storil hudo? Zato, ker je bilo nam najprej odpuščeno. In to neskončno več. Med nami ni nikogar, ki mu ne bi bilo odpuščeno. Naj vsak v tišini premisli. Grde stvari, ki smo jih storili. In kako nam je Gospod odpustil. Prilika nam pove prav to. Kakor Bog odpušča nam, tako moramo tudi mi odpuščati tistim, ki grešijo zoper nas.